popis je potekal dejansko na čezmejnem območju tržaško-komenskega krasa in na popisu je sodelovala mešana ekipa, torej slovenskih in italijanskih ornitologov in bilo nas je približno pol na eni in na drugi strani. Na tem območju smo popisovali tako, da smo popisovalci, ornitologi, 25 nas je bilo, razdeljenih na več točk po tem območju. Smo istočasno torej popisovali na vzpetinah, razglednih mestih nad Kraško planoto, kjer se je dalo spremljati potem morebitno prisotnost in tudi aktivnost orla kačarja na tem območju. In pokrili smo skupaj 12 točk in na ta način dobili en bolj ali manj tako realen pregled nad tem, kje so, koliko jih je in kje so ti kačarji na tem območju. Se pravi, gre za prvi sinhroni popis kačarja, sinhroni zaradi tega, ker smo v istem času razporejeni na različnih točkah, približno toliko narazni, da celo območje pokrijemo. Se pravi, ideja je, da imaš opazovalca na, par kilometrov, opazuje in te preleti, ki jih zarišemo, se združijo potem v eno boljše znanje in nam pomaga odkrivati, koliko je tukaj parov, kje so teritoriji, kje so eventualno gnezda. Tako da vsak od nas je bil razporejen na nekem hribu, zelo enostaven, zelo lušten popis in vse, kar je treba tam čakati in resno opazovati. Populacija kačarjev v Sloveniji je ocenjena na cirka 15 do 25 parov. Brez izjeme so vsi ti pari v zahodnem delu Slovenije, v mediteranskem svetu, se pravi Istra, Kras, Vipavska dolina, potem čez to Dinarsko pregrado pa ne pridejo. Zdaj, kačar je ujeda, ki ima zelo velike gnezdilne teritorije, ti so lahko veliki od gnezda pol mer 10 km na vsako stran, in to je ogromna površina. Zato je dobro, da najdemo res eno tako točko, ki je v bistvu razgledišče, zelo lepa panorama. Zelo pomembno pri izbiri popisne točke je to, da popisovalec ne zre proti soncu, se pravi, da ni orientacija točke proti vzhodu ali jugu, ampak nekako bolj proti severu oziroma zahodu, tako kot je ta točka. Potem pa skeniramo nebo z daljnogledom. Če najdemo kakšno pikco v daljavi, jo potem pogledamo s teleskopom in preverimo, za katero vrsto gre. In če imamo srečo in vidimo kačarja, mu potem sledimo, beležimo njegovo vedenje, ocenimo višino leta in spremljamo njegovo preletno pot. Namen tega popisa pa tudi, da najdemo kačarjevo gnezdišče. In potem je zelo nujno, da njegovo lokacijo kar se da natančno projiciramo tudi na zemljevid tega območja tu pred nami. Ja, meni je bil popis zelo zanimiv. Jaz sem bil na grebenu s pogledom na Komen, na celo ravnico. Prvič tukaj, cel dan, jasno, kačarja, samo že tako izjutraj, tako da sem vedel, da bo popis zanimiv. Se pravi, ne bo to neka točka, kjer nič ne vidiš, ampak je bilo veliko dogajanja in dejansko je tako na koncu bilo. Kačar je enkrat prišel zelo blizu mene, jasno, te grebeni so super za kače in zaradi tega se on tukaj pojavlja. Tukaj so tudi dobri vzgorniki, ki mu pomagajo pri lovu. Kačar je zelo velika ujeda, malo manjša od planinskega orla, ampak precej večja od kanje, te najpogostejše ujede pri nas. Kačarji se v Sloveniji zadržajo le v toplejšem delu leta, nekako od marca pa do oktobra. Razlog je seveda njegov plen, to so plazivci, kače. Te se pojavljajo samo v toplem delu leta, po zimi jih ni in kačar je zato selivka. On se ne seli zato, ker bi ga tu po zimi zeblo, ampak ker nima hrane. No, in kačar pa lovi plazivce, se pravi kače, kuščarje, na odprtih površinah. To so predvsem travišča, kakšne goličave,
tudi požarišča, ne, predvsem taka termofilna območja. In kačar med lovom zelo pogosto uporablja strategijo, da nad nekim območjem lebdi in če opazi kačo, se spusti na njo. Ne. Kačar lovi tudi strupene kače. Ne. Sicer kačar nima protistrupa v njegovem telesu že samega po sebi, ne, ampak če bi ga recimo kača piknila, ne, bi kačar poginil. Ne. Nima protistrupa. Ampak da pa kača pikne kačarja, pa mora biti res izjemna smola, ne, kajti kačar ima več nekih obrambnih mehanizmov, ne, pred temi ugrizi teh plazilcev. Recimo na nogah ima, rekel, take zelo trde, neprebojne luske, ne, ki preprečujejo, da bi kačji strupni tlak zadel nogo. Ne. Če pa se kača obrne proti trupu ali pa glavi, ne, pa ima kačar še toliko bolj kot ostale ujede, ima res tak debel sloj perja, ne. Se pravi tako pernato blazino, ne, skozi katerega kačji strupniki ne morejo. Ne. Kačar je od spodaj precej svetla ujeda s takšnim progastim temno-rjavim vzorcem, medtem ko pa zgornji strani je pa enotno rjava. Za kačarja rečemo, je nadaleč prepoznaven po progastem repu. Če pa ga vidimo od blizu, pa bomo videli, da je njegova glava zelo velika in ima takšne oranžne oči. Ne. Na nek način njegova glava spominja na sovo. Zdaj, to območje, ki smo ga popisali, je del območja SPA Kras, torej Natura 2000 območja Kras v Sloveniji in je dejansko število teritorijev kačarja na Krasu večje. Kar se tiče rezultatov, zdaj po ocenah, ki smo jih dobili z tega popisa, bi lahko rekli, da je na tem območju, ki smo ga pokrili, smo ugotovili prisotnost 5 oziroma 6 teritorijev kačarja, kar je približno, bi lahko rekli, skladno s pričakovanji. En teritorij kačarja pomeni en par, torej en gnezdeč par, to pomeni dejansko 2 osebka. Ne. In ker kačarji so ujede, ki imajo dokaj velike teritorije, je vsak teritorij seveda zelo pomemben, ker predstavlja en pomemben košček v tej naši populaciji kačarja, ki ga imamo na Krasu. Če gledamo recimo prav z vidika kačarja in gledamo na te gozdne požare, ki se dogajajo na Krasu, če rečemo, da po eni strani so gozdni požari lahko ustvarijo neke habitate, ki so primerni za ogrožene vrste odprtih habitatov, ne, kot so recimo smrdokavra, hribski škrjanec, tudi poljski škrjanec in druge vrste, ki so varstveno pomembne. Po drugi strani pa vidimo, da gozdni požari imajo lahko zelo negativen vpliv na take iste vrste, kot je recimo kačar, ki ravno tako potrebuje odprte površine, ampak za gnezdenje uporablja popolnoma drug habitat, ki ga predstavlja gozd. Za varstvo kačarja torej in dejansko tudi marsikatere druge vrste potrebujemo neko uravnoteženost med enim in drugim habitatom. Torej, običajno je idealno, če imamo čim večjo heterogenost oziroma čim večjo raznolikost habitatov na nekem območju, ki zagotavlja preživetje eni in drugi vrsti. Izmed vseh teritorijev, ki smo jih popisali med tem skupinskim popisom kačarja, velja izpostaviti verjetno prav teritorij, ki smo ga našli na območju pogorišča na Goriškem Krasu. Zaenkrat lahko rečemo, da smo tam opazovali gnezditveno sumljivo vedenje, verjetno par tam dejansko tudi gnezdi. Ker smo zaznali prisotnost kačarja na tem območju pogorišča, lahko tudi sklepamo dejansko, da glede na obsežnost tega požara in glede na dejstvo, da kačar gnezdi v gozdu Črnega bora, da je imel požar verjetno za ta par negativne posledice, morda lahko ugibamo tudi propad gnezda.
ampak v vsakem primeru neke negativne posledice, ki jih potem zdaj bomo tudi spremljali razvoj v nadaljevanju. Po eni strani je požar verjetno lahko vplival pozitivno na vrsto, če gledamo vidik prehrane, torej odprte površine. Požar je povzročil to, da se je ta kraška gošča in gozd dejansko očistila in da so nastale odprte površine, ki so zelo primerne za lov, za prehrano kačarja, ampak po drugi strani, ker kot rečeno vrsta gnezdi na boru, tudi istočasno požar ima zagotovo lahko en močan negativen vpliv na to vrsto. V prvi vrsti zato, ker ne poznamo točno teh gnezdišč, torej nekaj gnezdišč nam je znanih, druga pa ne poznamo še in poznavanje teh lokacij gnezdišč je pomembno predvsem z vidika varstva te vrste in upravljanja z gozdovi. Ker kačar gnezdi na drevesih, torej na črnem boru, je seveda z vidika gozdarstva pomembno vedeti, kje so ta gnezda. In ker je vrsta tudi maloštevilna in redka v Sloveniji in tudi varovana pod torej okriljem te Natura 2000 območja, je seveda s to vrsto potrebno upravljati na pravilen način. Tako da podatki, ki jih bomo zbrali, bodo dejansko služili temu, da bodo potem odločevalci oziroma tudi upravljalci prostora, ne konkretno gozdarski sektor, da bo lahko učinkoviteje potem izvajal vsa gozdarska dela, ne da bi prišlo do motenj oziroma do morebitnega uničenja gnezdišč te redke vrste. Namen seveda opremljanja je spremljanje, zelo natančno spremljanje njihovega gibanja, predvsem kako se gibajo oni na tem pogorišču, kako se gibajo znotraj njihovega teritorija in to. Mi smo videli, da realno bomo opremili lahko samo mlade osebke, veliko boljše bi bilo, če bi opremili stare, ampak je odlov teh osebkov ekstremno težek. Tako da v letošnjem letu planiramo opremiti 4 do 5 mladičev. In verjamemo, da nam bo večino tega uspelo. To se bo dogajalo v poletnem času. Potem bodo pa osebki do jeseni tukaj. Tukaj nam bodo zelo lepo pokazali, kaj se dogaja znotraj teritorija, znotraj njihovega domačega okoliša in potem bodo šli proti Afriki in zelo zanimivo bo tudi to spremljati. Ja, kačar je vrsta, ki rab odprte površine. Največ svojega plena kač, v glavnem kač, zelo malo tudi ostalih plazilcev, dobijo on na traviščih. To nam na Krasu stalno zginja. Se pravi, travišče se zaraščajo, tisto, kar ni v neki zelo intenzivni rabi, ostajajo na srečo pašniki, in te so zelo ključni, ampak rabimo pa tudi suha travišča, veliko tega, če hočemo kačarje dolgoročno ohraniti. In telemetrija nam bo pomagala, nam bo pomagala najti tiste najbolj ključne elemente v krajini, ki jih je smiselno ohranjati.